Komentar dneva o boju proti kajenju, Borut Sočan. Oktobra se je zaključila 4-letna akcija HELP za življenje brez tobaka pod okriljem Evropske komisije, ki sočasno potekala v vseh članicah Evropske unije. Saj zaradi kajenja vsako leto v Evropski uniji umre več kot 650 tisoč ljudi, od tega zaradi posledic pasivnega kajenja 19 tisoč takih, ki nikoli niso kadili. Kampanja HELP je predvsem nagovarjala mlade in mlajše odrasle osebe. Dejavnosti so bile usmerjene v spodbujanje mladih, da ne začnejo kaditi, opozarjanje na nevarnosti pasivnega kajenja in pomoč kadilcem pri odvajanju od kajenja. Posebna pozornost v oglasih je bila namenjena opozarjanju na nevarnost pasivnega kajenja. Izpostavljenost tobačnemu dimu v javnih prostorih se je sicer znižala zaradi strožje zakonodaje, pereč problem pa še vedno ostaja izpostavljenost tobačnemu dimu pri otrocih, katerih starši so kadilci. V okviru spletne kampanje HELP je delovalo tudi spletno mesto nikomarket.com, kjer so bili naprodaj virtualni izdelki, ki so povzročali enake učinke kot kajenje, od prehitrega staranja kože do zmanjšane spolne moči. Obsežen del dejavnosti HELP se je odvijal na terenu in je bil namenjen ozaveščanju škodljivosti kajenja z merjenjem ogljikovega monoksida. V Sloveniji je bilo v tako ozaveščanje na terenu vključenih preko 25 tisoč ljudi. O rezultatih kampanje govori predvsem dobra opaženost in všečnost oglasov. Preko 56 tisoč mladih Evropejcev je videlo oglase, 82% med njimi pa je oglase ocenilo kot všečne. Koliko ljudi je dejansko prenehalo kaditi zaradi kampanje, pa je težko oceniti, saj je proces prenehanja dolgotrajen in odvisen od različnih dejavnikov. HELP je postala blagovna znamka s področja javnega zdravstva, ki pa se mora boriti za pozornost bogatimi blagovnimi znamkami iz tobačne industrije. Tu pa se začne drugi del zgodbe. Predelovalci tobaka so namreč do leta 2010 v Evropski uniji v okviru skupne kmetijske politike deležni finančne podpore, ki je 50krat večja od sredstev namenjenih ozaveščanju o nevarnostih kajenja. In če je Evropska komisija precej uspešna pri denormalizaciji kajenja, bo denormalizacija tobačne industrije veliko trši oreh. Na koncu, a ne nazadnje, je bila HELP kampanja uspešna tudi v naši agenciji, saj je kolegica, ki dela na projektu, prenehala kaditi.